Lep pozdrav. Ja, nekako je ta reprezentančna pauza nekako prišla v pravem trenutku za nekako hitro analizo upravljenega dela. Mi nekako zaključujemo evropsko tekmovanje z dvigeno glavo, nekako naš skriti cilj vodstva in strokovnega. Liga Evropa je bila blizu, pa hkrati tudi daleč. Mislim, da smo naredili maksimum, kaj smo lahko v danih okoliščinah in je to, bom rekel, ena uspešna zgodba za nami. Hkrati se obračamo k novi zgodbi, prišlo je do prestopov, tako kot je bilo nekako pričakovano, načrtovano, kakorkoli že. Hkrati smo to reprezentančno pauzo izkoristili za nekako regeneracijo in nekako za vzpostavitev novega začetka. Začenjamo nova 2 tekmovanja, kljub temu, da se je državno prvenstvo že začelo, ampak zdaj sledi maksimalni fokus na državno prvenstvo in na pokalno tekmovanje, kjer želimo biti uspešni. V ta namen, pa se pravi, z vsemi odhodi je bilo povezano tudi naše kadrovanje vnaprej. Jaz sem zelo vesel, da so vsi 3 fanti, ki so danes tukaj, se nekako odzvali našemu mobilu v prvi vrsti, ker so to dobri ljudje, ker nekako izbiramo v našo sredino, bom rekel, karakterne ljudi, ki so v prvi vrsti po človeškem faktorju, bom rekel, pravi. O kvaliteti je brezpredmetno se pogovarjati, vsi vemo, kdo ti fantje so in tukaj potem sploh ni bilo več dobenega vprašanja. Nekako z našimi ukrepitvami smo želeli ohraniti našo tekmovalno ambicijo. Nismo samo klub, ki ima vizijo, se pravi, nekako mlade igralce, lansirati v boljše klube in se nekako proračun krpati z prestopi, ampak hkrati želimo biti tudi tekmovalni. Jaz mislim, da v teh letih to dokazujemo in se, bom rekel, naše ambicije danes segajo za naslednje obdobje. Naslednje obdobje to pomeni, da začenjamo danes zgodbo. Prvo vrsto si bo treba izboriti v državnem prvenstvu, bom rekel, evropske vozovnice in potem v naslednjem letu v Evropi narediti korak naprej. To je naš osnovni cilj. V tem trenutku opozarjam, da stvar bom rekel, v tem prvem mesecu ne bo lahka. Bom rekel, treba bo biti potrpežljiv. Vsi ti fantje nekako prihajajo po izkušnjah iz tujine. Sigurno bo potrebno biti zelo, bom rekel, potrpežljiv in bom rekel, počakati neko obdobje adaptacije, ki je normalna. Sem pa prepričan, da čez mesec dni po drugi reprezentančni pauzi, da bojo Domžale izgledale točno tako, kot si jo želim, napadalne, agresivne, všečne in jaz mislim, da bo to če se tako malo populistično izrazim, en šov na igrišču, kajti takšni želimo biti. Tok na kratko, se pravi kratka analiza, mislim, da sem bil dosti jasen in izčrpen glede naših, bom rekel, ukrepitev. Sem še enkrat zelo vesel, da so se odzvali našemu mobilu. Jaz verjamem, da lahko mi v našem procesu vrnemo na še eno višjo stopničko, hkrati pa dosežemo vse klubske cilje, ki smo si jih zadali. Hvala. Simon, hvala. Torej, začenjamo pa z našimi novinci. Na začetku bi dal besedo povratniku v domžalske vrste, Marko Algir. Več si bil ovdje, že si bil tukaj, kakšni so občutki? Prvo pozdrav svima. Osjećaj je dobar, hvala nogometnom klubu Domžale na nove šanse što su mi sad dali. Tamo u Slaviji nisam baš imao sreće sa povredama i time, tako da sam se vratio sad tu. Mislim da ću dobiti šansu i mislim da ću sve od sebe da budemo što bolje na terenu i mislim da imamo jednu vrlo kvalitetnu ekipu za napraviti dobar rezultat. Marko, hvala. Drugi novinec, Dario Melnjak. Ti si prvič v Sloveniji, prvi put v Sloveniji. Jesi prije znao Domžale, si prej poznao Domžale? Jesam, naravno, pozdrav svima. Pa sam vrh slovenskog nogometa i naravno sve više na europskoj pozornici se daju dobar utisak. Sa moje strane mislim da je to jedan odličan korak što se tiče mene i za moje napredovanje, a isto tako i kao osobne poboljšanje kvaliteta, a isto tako da mogu pomoći ekipi da budemo što bolji i da konkurencijom i tako jedan drugog dižemo i postajemo bolji igrači, a isto tako i kao ekipa da igramo bolje. Super, hvala. Sedaj pa še izjava, ekskluzivno lahko rečemo prvič v adresu oziroma v majici nogometnega kluba Domžale, Agim Ibrahimi, ki je z našim klubom podpisal 1,5 leta dolgo pogodbo. Agim, izvoli. Lep pozdrav vsem.
Jaz prvo bi se zahvalil trenerju in direktorju za to, da sem jaz danes tu z vami in da sem del rumene družine, neko Domžale. Normalno za mene ni bilo nobene dvome, da bi lahko prišel sem, ampak to leto dni je za pozabiti, ker je bilo res težko glede nogometa in glede vse, kaj mi se zgodilo v Astani in pač nogomet ni tak non-stop lep, pač je ta črna strana, ki noben ne govori za to, ampak mi smo tu igralci, da odigramo na terenu, ne pa izven terena. Zato še enkrat hvala trenerju in direktorju in sem zelo srečen, da sem spet nazaj. Agim, najlepša hvala. Sedaj pa čas za vaše vprašanja. Za Marka in za Agima bi pa dolgo niste igrali, niste pa v tistem res tekmovalnem procesu. Koliko časa še rabite, da pridete na tisto optimalno raven? Pa jaz sem prošel pripreme se za Slavijem i to, igral sam 2 utakmice za B ekipu, tako da ja sam, ajmo reći, spreman. Treba će mi možda da sad opet da hvatam neke stvari koje sam, ajmo reći, nisam zaboravio, još uvijek su tu, ali opet treba će mi 1-2 tjedna da bude na maksimalnoj razini. Jaz, kar se tiče fizike, mislim, da sem pripravljen, ker sem non-stop treniral, tudi sem treniral v Celju in s privatnim trenerom sem treniral, ampak je bilo tako težko obdobje zaradi psihe, ker sem ga imel v Astani, ker sem mogel laufati vsak dan po 2-krat na dan, ampak na koncu to je izpadlo, da je bilo dobro zame, ker sem pripravljen glede fizike. Še morda kakšno vprašanje? Mogoče za Simona se lahko z Markom, z Agimom, z Darjom približate tudi, oziroma vključite tudi v enakovreden boj za naslov prvaka. Imena so vseeno zveneča, Agim Vremi, eden najboljših tujcev, kaj je igral v Sloveniji, Marko Alvir pa verjetno celo najboljši posameznik prvega dela prejšnje sezone. Ja, sigurno, bom rekel, v tem obdobju državnega prvenstva nekako smo bili prisiljeni v rotacijo in mogoče točkovni konto ni takšen, kot bi si ga vsi skupaj želeli, ampak glede na to smo bili mirni, ker nekako smo vedeli, kaj delamo, s kakšnim kadrom operiramo. Jaz moram reči, da se ne obremenjujemo, niti Marko, niti Agim, niti Darjo se ne obremenjujemo, kam nas bo to preneslo. Naše je, da delamo vsak dan tako kot danes. Če sem rekel pred Freiburgom, da je bil takrat najboljši trening, je bil danes še boljši. To pomeni, da veseli me, da so fanti, bom rekel, že prvi skupni trening, bom rekel, preklopili zadevo in jaz sem, bom rekel, navdušen, da so oni, bom rekel, v tako kratkem obdobju sposobni odreagirati, da pozabijo Evropo, da so, bom rekel, realni in, bom rekel, me to navdušuje. Šli bomo iz dneva v dan, pa se naj sliši klišejsko, mi bomo želeli igrati vsebino, ki je nihče v Sloveniji, pomeni, želeli bomo dinamiko, želeli bomo agresijo, želeli bomo, bom rekel, zvabiti navijače na tribuno. Če nas bo to nagradilo v rezultatskem smislu, bomo sigurno še bolj veseli. Vem pa, mislim, da je že to dobra pot, da so igralci maksimalno motivirani, željni, jasna je slika, kakšni želimo izgledati, to se mi zdi zelo pomembno in jaz vem, da bojo igralci vse naredili za to, da bojo takšni. Vem tudi, da na koncu Bog vse vidi, nogometni Bog še 5-krat bolj in če bo zadeva tekla v tej smeri, sem prepričan, da se lahko tudi, bom rekel, v rezultatskem smislu povzpnemo. Ne bi pa komentiral do kam. Kaj vam prinaša Agim, kaj vam prinaša Marko, kaj vam prinaša Darjo? Poglejte, mi imamo generalno, ko odmislimo, bom rekel, nosilci igre, ekstremno mlado ekipo, to pomeni, da so fanti, ki so v razvoju, nekako ne morejo nositi še konstantno bremena prve lige, kljub temu, da zdaj daleč od tega, da bi jih zanemarjali. Dobili smo pa tako, sem rekel, v prvi vrsti smo dobili ljudi, ali pa da rečem ljudine, ker dejansko vsi ti mladi fanti rabijo svoje vzornike imeti zraven sebe, ne pa na televiziji, ker televizija marsikaj zakrije. To je prva zadeva. V kvaliteti dobimo, bom rekel, širši izbor kadra, dobimo brzino. Še enkrat, jaz ne bi šel posamezno, kaj ti fanti imajo, ker ste jih videli na slovenski sceni, kaj imajo. In tukaj sigurno, bom rekel, smo dobili neko kompletnost.
kompletnost v ekipi, ki nam je mogoče v danih trenutkih v kakem izpadu kakšnega igralca manjkala. Pokazali smo ambicijo kot klub, pomeni, da ne samo, da prodajamo in se siromašimo sebe in čakamo novega repa za čez 10 let, ampak hočemo biti že danes pripravljeni na jutri. Tako da to je, bom rekel, naša zgodba. Morda še za vse tri, ste imeli še kakšne druge ponudbe in zakaj ste se odločili za Domžale, kaj je bilo tisto, kar je pretehtalo? Jaz nisem. Še pride. Ja sam imao neke ponude i to, ali nisam ništa htio prihvatiti iz razloga što imam negativne iskustva sa Slavijom. Kad sam bio zdrav nisam dobio šansu jer je ekipa ima rezultat i to, i iz tog razloga sam čekao do tog trenutka da se vratim ovdje i da ponovno dobijem šansu i da pokažem što znam i što mogu i možda napravim neki novi korak. Jaz bi tak rekel, ker je bilo dosti klicov, ampak pač konkretne ponudbe so direkt iz kluba ponudbe, ne sam menadžeri, ko kličejo, ker itak menadžeri itak vemo, kaj lahko oni naredijo, ampak jaz nisem bil fokusiran na te klice sploh, ker vsakome sem rekel, ja pridem, ampak gledajte, danes sem tu, torej konkretno sem se odločil za Domžale in za druge ekipe sploh nisem bil fokusiran za to. Slična situacija, isto poziv, ali ništa konkretno, a ono što je bilo konkretno, bilo mi je bitno da bude nešto što je dobro za moju daljnju karijeru i baš da nešto mi daje da ću napredovati. Ja mislim da je ovo stvarno super klub i super organizirana sredina koja mi može pomoći u daljem napredovanju. Mogoče za Agima trener je omenil šel na igrišču po naslednjem reprezentančnem premoru. Vi ste omenili te vaše težave. Je čas, da zdaj zaželite spet v svojem polnem sjaju? Sej, zato sem tu, ker hočem biti fokusiran. Jaz mislim, da v karieri sem imel edini klub, ki je bil tako organiziran, je bil Maribor. In ko sem hotel uživati, in takrat sem užival, pa smo igrali 4 leta, to je Liga Evropa, Liga prvakov. In pač tam smo dokazali, da lahko uživamo na terenu, da lahko je šel na terenu tudi v Ligi Evrope ali pa v slovenskem prvenstvu. In jaz verjamem, da je to zelo organiziran klub, ker vedno, ko smo igrali proti Domžalam, je bilo najtežje. In verjamem, da bo tak tudi, ko bojo igrali proti nam. Agim, ti že kaj veseliš tekme z Mariborom, morda kaj pričakuješ od nje, kako pričakuješ, da te bo sprejeli navijači? To pa ne vem, jaz moram reči, da proti klubu, proti Mariboru nikoli nisem nič imel proti kluba, ne. Ker vedno sem se počutil super, pač kaj se je zgodilo, to je že zgodba, že vse minilo in jaz sem osredotočen na nove izzive. Jaz sem del novega kluba Domžale in hočem biti najboljši tu in da dam vse od sebe vsako tekmo. Tekma kot tekma, sploh ni pomembna, katera tekma, je to Triglav, je Maribor, jaz hočem dati vse od sebe vedno. Gola se bo veselili, če ga date? Ne. Simon je kadar zdaj zaokrožen in možen še kakšen odhod? Ne, zadeva je zaključena. Ja, zadeva je zaključena, mi smo nekako z današnjim dnem kadrovsko zadevo zaključili, tako kot smo se pogovarjali mesec nazaj. Pač v smislu odhodu bojo se zgodili prihodi, to smo spet naredili, se pravi, da govorimo resnico, nič ne skrivamo. S tem je, bom rekel, za to prvo obdobje zadeva zaključena. Na fantih je, imajo 3 mesece pred sabo, da garajo, da se na igrišču pokaže, učinek na igrišču bo merilo za naslednji prestopni rok. Tukaj ni druge filozofije. Simo, zdaj vem, da niste želeli govoriti o tem, o posameznih kvalitetah, ampak nekako ostali ste brez Ivana Firerja v napadu. Nekaj si bo verjetno treba tudi zmisliti, imate Agima, imate Marka, imate Senja, da bo prišlo do kakšnega presenečenja. Sigurno bomo tehnsko zbirali, bom rekel, v svoji viziji, bom rekel, igralci, ki bo najbolj ustrezali, bom rekel, v danem momentu. Ja, tudi ta, bom rekel, kvaliteta njihova nam daje, bom rekel, širino razmišljanja, pomeni od samih taktičnih postavitev, model igre pa je v Domžalah poznan, vemo, kaj si želimo, vsako tekmo zadeti čim večkrat, v zadnjih poskušati držati nulo, hočemo veliko presinga, hočemo hitre prehode, ta zadeva je znana. Sigurno nam pa kvaliteta teh fantov omogoča določene variacije,
med tekmami in tudi znotraj igre, znotraj posamezne tekme. Smo še dano vprašanje, sicer ni povezano točno z njim, ampak tekma Slovenija-Litva, Jan Repa za začetne enajsterice, na 9 je prišel noter, pa proti Slovaški začel v začetne enajsterici. Kako ste vi to videli nekdanjega vašega varovanca in zdajšnjega, kako ste videli na to? Jaz sem izredno vesel za vse, bom rekel, fante, ne samo za te naše, ki so tudi, bom rekel, za vse reprezentante. To je, bom rekel, vrh vsega našega dela, da se lahko pač zastopajo državno reprezentanco. Jaz sem zelo vesel in za Amadeja, tudi, bom rekel, za Jana, ker je on dokazal to, kar smo mi skozi govorili. Jaz mislim, da smo njega pripravili na višji nivo, to je tudi naš cilj bil. On je včeraj, bom rekel, na debiju pokazal vso svojo kvaliteto, jaz sem ekstremno užival, ker sem predvsem njega videl nasmejanja na igrišču. To je tudi, bom rekel, ena naša zgodba, ki se pogovarjamo s fanti, da dokler ni, bom rekel, nasmeh na usnicah in je tekma užitek, do takrat ni prava zgodba. Ko sem jaz, bom rekel, najbolj vesel bil, ko sem ga na tekmi videl takšnega, kakršen on je, igriv, bom rekel, fizično izjemno pripravljen, tehnično, taktično, bom rekel, na pravem nivoju in sem vesel za njega, bom rekel, za Amadeja, predvsem pa tudi za ostale fante, da so včeraj nekako ostali v igri, bili živi in mislim, da zelo dobro zgleda na terenu vsi. Hvala. Še morda kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem za prisotnost, sedaj pa še čas za eno skupno fotografijo.